Dober dan, lep pozdrav, hvala lepa, ker ste se odzvali našemu vabilu. V teh zadnjih tednih, morda tudi mesecih, je morda precej odmevalo, da je Nova Slovenija zahtevala kar 2 posvetovalna referenduma. Marsikdo se je spraševal, zakaj smo uporabili to možnost. Naj povem zelo jasno, da ko opozicija ni slišana in ko vlada ne sliši niti ljudi, je referendumska zahteva edino orodje, ki ga še opozicija ima. In to smo tudi uporabili v 2 primerih, kjer se nam je zdelo res kaplja čez rob, kjer se nam je zdelo, da grejo stvari v napačno smer. Najprej pri energetskem zakonu moram reči, da predlog vladne koalicije, da se zahteva prepoved kurjenja drv, da se zelo omejuje uporabo plina, da to je bil korak v napačno smer. Da je bil korak v napačno smer, kaže tudi izjemen odziv ljudi. Jaz moram reči, da takšnega odziva v moji politični karieri še nisem doživel. Ljudje so bili resnično prizadeti, razoneti in si kaj takšnega niso predstavljali, da je to mogoče, še zlasti, ker je gozd in pa drva, ker so pomemben vir na nek način naše naravno bogatstvo. Od vladne koalicije seveda pričakujemo, da bo črtala ta sporni 22. člen oziroma ga prilagodila tako, da gre prepoved kurjenja in pa uporaba drv ven in pa da se zlasti tudi omogoči uporaba plina pri novogradnje tam, ker to še vedno želijo. Drugi takšen pomemben pretres je bil pri tem zakonu o uveljavljanju pravic nekdanjih narodov SFRJ. Tukaj je skupaj kulminiralo več različnih dejavnikov. Mi smo zaradi težkih preizkušenj, ki jih imajo v številnih šolah in pa tudi posamezniki zaradi neznanja slovenščine, ko je celoten učni proces moten, smo zaradi tega predlagali popravek zakona o šolstvu, ki bi omogočil, da bi se te tujci, ki ne znajo slovenskega jezika, lahko dobro naučili slovenskega jezika in se na samo osnovno šolo tudi pripravili. Zdaj, ta zakon je bil zavrnjen. Če k temu dodate še naslednja dejstva, da so se sredstva za Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu zmanjšala, da ni bilo denarja za slovenskega učitelja v Argentini, ko na vse to date pa potem zakon, ki bi pa uveljavil, da se more narodom nekdanje SFRJ omogočiti učenje njihovega maternega jezika v osnovnih šolah na davkoplačevalske stroške, to je bila kaplja enostavno čez rob. Da nas pri teh naših zahtevah potrjuje, da gremo v pravo smer, in nazadnje tudi zgovoren odziv SAZU-ja, nazadnje tudi iniciative za ohranjanje slovenskega jezika. In moram reči, da še ena zanimiva stvar, ki se je v teh dneh dogodila, je tudi številen odziv pripadnikov te narodne skupnosti, ki vsi v en glas zatrjujejo, da ni problem poznavanja maternega jezika, ker ga te mladi in ti, ki pridejo v Slovenijo, vsi govorijo. Problem je v neznanju slovenskega jezika. In prav zato si tudi oni želijo, da bi se njihovi otroci in oni sami lahko čim bolje naučili slovenskega jezika, zato da bi se lahko seveda čim boljše tudi integrirali v slovensko družbo. Potem, ko je vladna koalicija na nek način spoznala, da je tukaj šla predaleč, je stvar poskušala sanirati z črtanjem tako imenovanega 5.a člena tega zakona. Ampak problem so rešili na hitro in delno, ker je po zakonu še vedno ostal pa 4. člen in v tem 4. členu pa še vedno ostaja, da je uveljavljanje in izvajanje teh kulturnih pravic stvar Ministrstva za šolstvo, torej beri srednjih in pa osnovnih šol. In v takšni obliki seveda zakon ne more iti naprej. Jaz pričakujem, da bo vladna koalicija pri nadaljnjih obravnavah ta zakon zavrnila in ga seveda adaptirala na takšen način, da ne bo sporen. Sta pa te 2 razpravi in te 2 iniciativi odprli ene 2 pomembni temi. Eno je zeleni prihod in drugo pa je migracijska politika. Kar se tiče tega, je pa zagotovo primerno, da bi v zvezi s tem tudi ljudi vprašali na referendumu. Torej, mi smo se pripravljeni pogovoriti o tem, da bi te 2 naši referendumski vprašanji prilagodili na nekoliko širšo temo migracij in pa samo temo zelenega prehoda.
Zakaj? Zato, ker imamo zdaj napovedana vsaj 2 referenduma. Eden bo referendum o jedrski elektrarni in drugi je zdaj napovedan referendum o evtanaziji. In v Novi Sloveniji predlagamo, da bi naredili super referendumski dan, kar pomeni, da bi en dan namenili temu, da bi obdelali vsaj 4 različna referendumska vprašanja, 2 že napovedana, to je o jedrski elektrarni in pa tudi o evtanaziji. K temu bi pa še dodali še 2 naši referendumski vprašanji. Eno je o migracijski politiki, tukaj gre za preprosto vprašanje, ali podpiramo multikulti pristop ali integracijski pristop. Naša ocena je, da seveda multikulti pristop ne funkcionira, se je izrodil tako v Nemčiji kot v Franciji in da edini pristop, ki bi funkcioniral, je integracijski. In seveda to je tako pomembno vprašanje za našo prihodnost, da se nam zdi eno izmed strateško pomembnih vprašanj in zato bi bilo pomembno, da bi ga uvrstili tudi med referendumska vprašanja na tako imenovani super referendumski dan. In drugo tako vprašanje, predlog z naše strani je pa seveda o zelenem prehodu. Pri zelenem prehodu se zdaj ugotavlja marsikakšna stvar, ki je šla narobe oziroma kjer se je skakalo v bazen brez vode, ker se je brezglavo divjalo. In tukaj je zagotovo eno izmed stvari, ki jo treba obdelati, kakšen pristop pri recimo subvencijski politiki si ljudje želijo. Ali se bo še naprej brezglavo subvencioniralo solarizacijo, čeprav se zdaj kaže v praksi, tehnika to dokazuje, da iz tega nastajajo številni problemi, težave, da to tudi ne more rešiti celotnega vprašanja oziroma naših potreb po energiji in da bi tukaj morali subvencijsko politiko vsej prilagoditi na vire in tehnologijo, ki pa že obstaja, ki je v razvoju in pospeševati zamenjavo te tehnologije z modernejšo. Konkretno, naprimer, lahko govorim o pečeh za drva, ker tehnologija obstaja v zadnjem obdobju, ki je zelo, zelo čista, mnogo boljša od tiste, ki se uporablja danes in bi veljalo ravno zaradi tega, ker je seveda les naše naravno bogatstvo in ker je ogromno naših gospodinstv še vedno organiziranih na način, da se ogrevajo na drva, da bi se spodbujalo mnogo bolj izdatneje tudi zamenjavo teh peči. Na takšen način bi ne zgolj govorili o zelenem prehodu, ampak bi ga tudi na nek način dosegali. Skratka, to so tista vprašanja, ki bi jih vsekakor veljalo vprašati tudi na ta super referendumski dan. Zakaj to predlagamo? Zato, ker se nam zdi, da bi bila zadeva najbolj racionalna. Jasno je, da se je politika odločila v letošnjem letu že za en referendum. Tukaj je široko soglasje. Za ta drugi referendum o evtanaziji jaz tudi mislim, da problemov ne bo in potem prijeta še ta 2 referenduma, ki bi odprla taka pomembna strateška vprašanja za Slovenijo in bi na en dan lahko obdelali pomembna vprašanja, ki se tičejo Slovenije. Na takšen način bi ravnali preudarno in pa racionalno. Ja, nekaj malo povtere. To govorite vse o posvetovalnih referendumih? Tako je, tako je. Zdaj pa bi vi to predlagali? Zdaj, posvetovalni referendum je možno predlagati kadarkoli. Je stvar dogovora in je stvar tudi večine v državnem zboru. Posvetovalni referendum je mogoč, če se za to odloči večina v državnem zboru. Nova Slovenija te večine nima. Zdaj je rok za drva oziroma za energetski zakon se bo iztekel praktično v teh dneh, ko ga bo najverjetneje vladna koalicija poskušala samo pospraviti z dnevnega reda in na takšen način zgodbo zaključiti, ampak vse to za nas ni rešitev. Zato sem rekel, zdaj v tem obdobju pričakujemo, da bo vladna koalicija te sporne člene črtala, ker če jih ne bo, potem še vedno sledi možnost zakonodajnega referenduma in to tudi napovedujem, da vkolikor vladna koalicija ne bo črtala te najbolj sporne člene pri energetskem zakonu, da bomo šli tudi v zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Je pa ta razprava, to naše zbiranje podpisov, vsa ta zgodba okrog tega pokazala, da se ljudje resnično želijo pogovarjati, kako z zelenim
prehodom, predvsem pa kako neko bolj gotovo energetsko politiko načrtovati. Ker izkazalo se je, da v nekem obdobju smo spodbujali izdatno uporabo solarnih panelov, toplotnih črpalk, potem se zdaj to nekaterim vrača kot bumerang v smislu višje omrežnine, spodbujalo se je hkrati tudi uporabo električnih avtomobilov, ki bo prav tako dvignilo omrežnino. Skratka, vse take stvari ljudi begajo in s takim nekim posvetovalnim referendumom bi politika začrtala jasno smer v energetiki za prihodnost. Zdaj, to je eden zakon, za energetiko je pa povezano še mnogo več drugih stvari in pri razčiščevanju teh vprašanj bi seveda takšen referendum bil koristen. Zdaj, danes so, sicer mislim, se odločilo še kar se tiče referenduma o NEK2, kjer pa je nek konsens, torej, da se bo to zgodilo. Mladi za podnebno pravičnost pravijo, da so danes napovedali, da gre za neko zadevo, ki bo kar hitra, brez analiz. Kaj pravite? Na zadnjem parlamentarnem vrhu, ki smo ga imeli in ker smo to temo izdatne predebatirali in orisali z vseh zornih kotov, se mi ta pristop zdi smiselen. V prvem koraku je potrebno seveda imeti neko širše družbeno in če hoče politično soglasje, ali smo za to jedrsko energijo. Mi v Novi Sloveniji jo podpiramo, mi mislimo, da razogljičenje brez jedrske energije ni mogoče, zato seveda podpiramo jedrsko energijo in tudi to referendumsko vprašanje, ki se bo razglasilo oziroma ki bo predlagano. Potem pa, to je nek okvir, ohlapen okvir, od tukaj dalje bo pa potrebno priti do konkretnih številk, do konkretnih izvajalcev, ker bomo pa natančno vedeli, kdo bo tisti, ki bo delal drugi blok jedrske elektrarne, koliko nas bo to stalo in takrat se bo pa to stvar še enkrat preverila. Zdaj, če ne bo vlada sama predlagala, sem jaz skoraj siguren, da se bo v slovenski družbi našel kdo, ki bo poskušal to delati preko ali zakonodajnega ali kakšnega drugega referenduma, še zlasti, če bo vladna koalicija sprejemala poseben zakon samo za to vprašanje. A ste stranke že dosegli konsens po vprašanju referendumskem, ker jutri je SDS predlog, če to razumem, če vedno sporedu? Ja, zdaj po planu, ki je, ne bi ta glasovanje o SDS-em predlogu mogel odpraviti v procesnem smislu, potem pa sledi tista zadeva, da pridemo do skupne rešitve in do skupnega predloga. Lahko še nekako drugo temo? Seveda lahko. Danes se začenjajo volilna opravila pred evropskimi volitvami. V Novi Sloveniji se sicer med tistimi strankami, ki ste sicer nekaj na to temo že povedali, pa me vendarle zanima tisti zadnjih odločitvah, ali je že kaj več znano, kdo bo nosilec, kakšen bo vrstni red, da so to razkrili? V Novi Sloveniji je več ali manj vse znano, tako da te stvari bodo pa razkrite in predstavljene javnosti konec tega meseca oziroma v začetku prihodnega meseca, tako kot smo tudi najavili. Mi smo že lani oktobra sprejeli naš program, s katerim bomo šli tudi na te evropske volitve. Jaz sem zadovoljen, da na kongresu naše politične družine v Bukarešti, ki smo ga imeli prejšnji teden, je praktično vse te naše smernice in vse te naše podlage tudi potrdil, tako da je naš del programa zaobjet tudi v manifestu EPP-ja, ki je bil sprejet prejšnji teden in ki ima vsekakor 3 pomembne in močne stebre, če bi rekel, ena je zagotovo varnost v najširšem smislu, drugo je močno gospodarstvo in tretje je ohranjanje našega načina, evropskega načina življenja. To je tisto, komora, pa kamor stremi tudi Nova Slovenija in zato smo bili s tem zadovoljni. Torej, program je postavljen, od tu dalje moram reči, da vsa naša ekipa že hodi tudi po terenu in ga podrobneje predstavlja zainteresirani javnosti in, kot sem rekel, konec tega meseca sledi še formalna izvolitev in potrditev liste. V skladu z našimi pravili je treba to listo potrditi na tajnih volitvah na izvršilnem odboru in to bomo naredili konec meseca. Pa boste vi kandidirali za nosilca? Sam nameravam kandidirati za evropskega poslanca, kakšen bo pa vrstni red, bomo pa predstavili konec tega meseca.
Ampak predlog kandidatne liste podate vi, ne, izvršnemu odboru kot predsednik stranke. Po pravilih da. Ste predlagali kateri sebe za nosilca liste? Kot sem rekel, bom predlog predstavil konec tega meseca izvršilnemu odboru. Lahko še kako vprašanje, ne? Seveda. Mogoče ne kako komentirati to dinamiko dogajanja povezano z letečimi menjavami vlade. Vsak predsednik vlade se mora postaviti takšno ekipo, s katero bo lahko delal in s katero bo dosegel dobre rezultate. Tako kot je v stranki za dober ali slab rezultat vedno odgovoren predsednik, je isto v vladi. Predsednik vlade je tisti, ki nosi ključno odgovornost. Tako da jaz vidim te menjave v tem duhu, tako da vsakdo si pa poslo postilja sam. Zdaj, druga stvar, ki pa je, pa danes se nadaljuje ta državni svet, ki je pač očitno so zdaj v SDS našli drugo pot za ustanovitev te komisije za preiskavo genija Sonca pa Biblia Svoboda, ker pač, kot pravijo v SDS-u, niso dobro važili glasov za to preiskovalno komisijo, kako to komentirate oziroma ali vse kaj spremenilo glede tega. Navedbe SDS-a ne držijo. Nova Slovenija to preiskovalno komisijo podpira. Tudi vseh 8 poslancev Nove Slovenije je podpis za to preiskovalno komisijo dalo in ga deponiralo na sekretarijatu. Nenazadnje tudi naša 2 državna svetnika sta podprla preko državnega sveta oblikovanje te preiskovalne komisije. Tako da zakaj do oblikovanja te parlamentarne preiskovalne komisije ni prišlo v parlamentu, je pravo vprašanje za SDS. Za Novo Slovenijo pa lahko rečem, da to parlamentarno preiskovalno komisijo podpiramo. To se pravi, ne držijo te izjave oziroma tviti gospoda Janše, da Nova Slovenija noče dati podpisov za ustanovitev preiskovalne komisije. To že leto dni držijo. Ne držijo. Mi smo tudi že več kot leto dni, mislim, da je, če sem natančen, konec ali pa tam nekje jeseni leta 2022 te naše podpise zbrali in jih deponirali. Seveda pa SDS trmasto ustraja, da more Jernej Vrtovec zamenil za to odstopati za mesta predsednika KNF-ja, ker se pa seveda ne bo zgodilo in nas na takšen način ne more nihče stiskati, ker smo pripričani, da Jernej Vrtovec kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ dobro dela. Ampak torej vaši podpisi za ustanovitev te preiskovalne komisije so? Bili zbrani v letu 2022, deponirani v sekretarijatu z odložnim pogojem, da SDS pošle svoje 4 poslance, da začnejo delati v KNF-ju. SDS tega ne želi storiti in še naprej ustraja na tem, da mora Jernej Vrtovec odstopati kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ, kar je pa za nas seveda nesprejemljivo. In na njih je odločitev, da če želijo po parlamentarni poti preko državnega zbora prideti do te parlamentarne preiskovalne komisije, enostavno pošljajo 4 poslance v Komisijo za nadzor javnih financ in je problem rešen. Zakaj to oni tega ne naredijo, ni vprašanje zame, je vprašanje za njih. Mogoče še nekaj spremljate tudi dogajanje v zvezi z Povežemo Slovenijo in pač dejstvo, da so se morali ti 2 poslanci, ki niso podpisali izjave po javnosti, preseliti državni potok, oziroma kako vidite to delovanje že prvo, predvsem povezali z Novo Slovenijo, tisto dinamiku na opoziciji. Zdaj, aktivnosti in dejanja Povežimo Slovenijo ne poznam in tudi ne vem, če še obstaja. Kar se pa tiče aktivnosti in dejanja poslanca Logarja, pa lahko rečem, da potrjuje, da je imela Nova Slovenija prav, ko smo rekli, da je za naslednjo desno-sredinsko vlado najprej potrebno prenoviti slovensko desno sredino. Ampak je to pravi način, ki ga pelje Logarja, bi se moral prizadevati za prevzem SDS-a?
Jaz ne bom delil nekih nasvetov, mi je pa jasno, da z dosedanjega dela, da se stvari z okroglimi mizami in pa z pogovori ne da spreminjati. Stvari se spreminjajo v državnem zboru, v parlamentu in če hočeš biti nek resen igralec, potem potrebuješ poslansko skupino, potem potrebuješ stranko. Nova Slovenija vse to ima.